Osrednji del vadbe v pripravljalni bazi v Moravskih Toplicah je končan, ekipa se vrnila v Maribor. In ob vrnitvi v domače okolje trenutek za uradno otvoritev sezone s premiero trenerja Anteja Čačiča v Ljudskem vrtu in spoznavanjem vseh treh novincev zdaj tudi za njih domačim stadionom. Damjan Bohar in Jean-Philippe Mendy sta začela tekmo, Amir Dervišević se predstavi v drugem polčasu. Nogometaši Petrolula iz Ploieštija, zmagovalci pokala in v prejšnji sezoni tretjeuvrščeni v romunskem prvenstvu, so prvi zapretili, ko je Bokila podal z desne strani v kazenski prostor, Younes pa z glavo nameril ob levi vratnici. Čeprav so za slovenskimi prvaki dnevi najzahtevnejših treningov, je bila prisotna želja po kombinatorni hitri igri in tudi izražena z večjo posestjo žoge. Po podaji Filipovića je vratarja Petrolula najprej ogrozil Cvijanović. Pekanja je uspel ukrotiti žogo. Akcijo v 32. minuti je zaključil Trajkovski. Vratar Pekanja je tokrat odbil kot, v 36. minuti pa so Romuni morali po žogo v mrežo. Velik del naloge je opravil Mendy, ki je tekmecem odvzel žogo. V prodoru ga je s prekrškom v kazenskem prostoru ustavil Mustivar in sodnik Tkalčič je pokazal na belo točko. Zanesljiv izvajalec 11-metrovke med uspešno predstavo glede na fazo priprav je bil Dejan Mezga. Mislim da moram biti zadovoljan i svi skupa moramo biti zadovoljni iz razloga što su igrači stvarno umorni i veliki broj igrača smo danas koristili u utakmici iz tog razloga. Bilo je dobrih perioda u igri, bilo je onih naznaka na koji način bi se trebali ponašati i u prvenstvu i u Europi i mislim da nam je ova utakmica rekla da imamo jedan korektan i kvalitetan igrački kadar i da ćemo, nadam se, spremno dočekati početak natjecanja za ulazak u Europu, odnosno početak oficijalnog natjecanja u Slovenskoj ligi. Po odmoru sta v domačem moštvu ostala le Handanović in Filipović, med 9 novimi igralci pa je vstopil na igrišče tudi Fajić, ki se je v zadnjih dneh pridružil soigralcem pri vadbi in igral prvič po 27. aprilu ter vmesnem operativnem posegu. Petrolul je ob številnih menjavah v 62. minuti izenačil. Dvoboj Mejača in Bokile v kazenskem prostoru je sodnik označil kot prekršek. Bokila je sam prevzel vlogo izvajalca ter zadel z udarcem v desni kot. Živahno dogajanje je dobilo dodatek ob poskusu Mejača z roba kazenskega prostora in obrambi vratarja Petrolula. Dočakali pa smo še eno vrnitev. Po 3 mesecih smo spet na igrišču videli Aleksandra Rajčevića, ki je uspešno okreval in se vračal v tekmovalni ritem. Volja je bila itak več kot 100%. Ful sem si želel pa, da bi se vrnil čim prej. Mislim, da sem se vrnil celo prej, kot smo predvidevali, tako da je to zame res ena svetla točka. In nič treba delati naprej, jačati mišico, vse, da se vrne spet v staro formo. Izpostaviti velja še trenutek iz 77. minute. Predstavitev mariborskemu občinstvu bi Dervišević lahko potrdil tudi z golom, vendar mu je namero ob udarcu z glavo po predložku Črnica Skota preprečil vratar Bornescu z izjemnim posredovanjem in tako je ostalo pri 1:1. Naslednja preizkušnja med pestrim pripravljalnim obdobjem bo znova v Ljudskem vrtu v nedeljo ob 20. proti moskovski Lokomotivi.